Gospod župan, Denis Arkež, zanima me, kaj lahko sporočite podjetjem, lastnikom podjetij, morebitnim novim lastnikom podjetij v Ljubljani, kaj se bo zgodilo z njimi, če ne bodo sledili politiki Zorana Jankovića župana in idejam in projektom in tako naprej? Nič, to je njihov stvar, ne vem, kaj ne sporočil, zakaj bi kaj sporočil. Vi zdaj sprašujete o zasebnih podjetjih, ki delujejo na področju Ljubljane. V Ljubljani je 40% gospodarskega delovanja. Mislim, da so vsi zadovoljni videti se po tem, kako se Ljubljana gradi. In jaz ves čas razlagam, da pred celotnim razvojem Ljubljane sledimo samo dvem idejam. Po eni strani iščemo s tem novim prostorskim planom, kako zagotoviti harmonijo med ohranjanjem starega mestnega jedra in izgradnjo nove Ljubljane, in po drugi, kako na eni strani zagotoviti javni interes in na drugi spodbujati zasebno investicijo. In povejte mi, kje to ne delamo. Kje to ne delamo. Dejstvo pa je, še enkrat bom rekel, jaz sem to javno povedal, osebno sem se jaz dogovoril v pogovoru in dogovoru in z gospodom Šolanom kot bivšim direktorjem in z novim direktorjem, ko so se odločili, da bodo to prodajali in eden od potencialnih kupcev je prišel vprašati, če so oglašeni s to prodajo, so rekli, ne, to bomo kupili mi zato, ker je to dejavnost, ki skrbi za Ljubljano, večini, saj po moje oceni, da bojo nam prodali delnice. Celo so rekli, da so tak interes, da bo prodali Ljubljani po 10% nižji ceni kot malo druge ponudbe. Oni so se odločili prodali ljudje, drugem legitimno odločitev, noben problem. Jaz to sploh ne negiram, kupca sta prišla, pa kupci so prišli, kupili so, tudi to je legitimno, dali so svoj denar in tu je stvar zaključena. Moja naloga je pa, da ščitim ta javni interes. Če kdo sprašuje, kaj se zdaj spremeni z novimi lastniki, ker se Ljubljani nismo deleži, veliko se spremeni, ker v prvi kombinaciji smo bili lastniki mesta občine Ljubljana, ki ščiti javni interes in zaposleni v tem podjetju, ki so motivirani s tem, da enostavno dela dobro za Ljubljano in te dela tudi dobro za sebe. S to prodajo prihajajo novi družbeniki, ki imajo novo filozofijo, to, kar so razložili, širijo se na nove trge, po celi Evropi, oni se jorijo komercialno dejavnost. In jaz nimam nič proti. Če bo dober del, potem bo tudi vrednost našega deleža rasla v tem podjetju. Če bo dober denar nalaga, bo tudi vrednost naših 30% rasla. Naloga, in jaz govorim samo zaščiti interesa mesta občine Ljubljana, in to je, če ne bo ustavni izvajatelj dejavnosti, da tam pač ni izvajal. Zelo preprosto vedeti. A je ta svetnik iz SDS-a, s katerim so se tudi še malo pogovarjali? Vse se bo zvedel kratko. Bom tudi ime povedal. Pa se lahko vsaj stranko poveste že? Bom tudi ime povedal. A to pa danes ne morate? Rad bi imel zelo preprosto uradno zabeležko. Uradno zabeležko, vi, ki se ukvarjate pa z Ljubljano dolg časa, se pa vprašate, kdo je podpiral ta prenos koncesije in prodajo in razklaj boste ugotovili v prejšnjem mandatu. Edin, kar lahko povem, je to, da je ta bil tudi v prejšnjem mandatu član mestnega sveta. Pa vemo, kje je. Vsaka čas.